Dober večer, lepo pozdravljeni. Evo nas spet v sredi in evo nas spet v popkornu. Upam, da ste v redu, upam, da ste super. Popkorn je že pečen, diši, super fino, fajn in tudi super goste imamo. Janez Bončina Benč pride in pa seveda skupina Tomcat prideta. Oziroma prideta dva člana skupine in super bomo se imeli, nekaj novega bomo zvedeli, nekaj nove video spote bomo slišali, tako da jaz predlagam, da si tudi vi naredite en popcorn, pa da ostanete v temle večeru z nami. Pa dajmo za začetek pesem Gwendolina. Lepa pesem, mogoče se še spomnite, več tudi o tej skladbi bomo spregovorili že čez nekaj minut z Benčem. Štiri črne gospe čujejo vso noč. Tvoje lice, ko za solze ne ve, kaže svojo moč. In grobari, štirje s krsto gredo, se bliža ziv. Gwendolina, reci koga neso, kaj je tebi bil. Gwendolina, kdo je bil, kdo je bil. Gwendolina, Janez Bončina Benč, z mano, živijo Benč. Zdravo, tebi in vsem. Ja, hvala. Moram te malo skregati. Nimaš ti nekaj velik spotov? Video spotov? Bolje je nekaj v živo posneto? Ja, v glavnem bolj v živo, ja. Nekako nisem bil nikoli v tej smeri, da bi razmišljal, da bi mogel imeti video spot ali karkoli. Ja. Enostavno nisem nikoli razmišljal to. To za sabo potegne kakšno drugo zgodbo, ne? Čeprav je to v teh časih sigurno potrebno, ampak v glavnem sem vedno bolj na glasbi delal in še zmeri sem si pustil, da je fantazija, zvok je tisti, ki poslušaš in si slika, sam narediš, ne? Ampak so časi pač taki, da je treba, ne? Ampak to so bili taki hiti, zdaj imaš biografijo zunaj in vse bomo več povedali o tem. In pol smo prav čakali, kje bo kak spot in evo, dobro, nekaj smo našli v živo. Zato te pa še tudi ni bilo tukaj, ne? Ti si prvi zdaj v popkornu. Prvič, ja, in tudi v tej hiši. Veste, čeprav Rajkota poznam že od nekdaj, so bila soborca v začetkih tega roka. Ampak nasplošno v Velenju sem je zelo malo.
Nema, treba popraviti, ne, kak koncert. Ja, ampak v glavnem bolj športno sem bil vedno tukaj. Glasbeno pa ne. In sem danes razmišljal, ko sem prihajal, sem rekel, pravzaprav bi bilo tle treba kdaj narediti eno pravo stvar. To bi bilo super. Čas. To bi bilo super. Upamo, da Pa čim prej. dokler je taka ekipa na kupu, kot je zdaj. Ne. Ja, se je to. Ravno sem tudi razlagal, da Benč je eden izmed, mislim, da dveh, ki še niso bili na Popcornu, teh večjih imen. Ne? Ti pa Alenka Godec. Ja. Te dvaju še nisem gostil in zdaj sem si naredil en tak lep kljukico, veš, ko si rekel, da prideš. Tako da me prav veseli, da smo se dobili, da si prišel predstaviti oziroma da boš predstavil biografijo in da te malo slišimo pa vidimo tudi v živo. Ja, hvala, mislim za povabilo, sem vesel, sem presenečen, lepo je. In se pravim, mi je bil kot izlet v neznano, nisem vedel v takem obširni zgodbi tle delujete. Zdaj so mi malo pokazali hišo, mislim, kaj je tle vse neverjetno, cela arhiva, vse tehnološko. Absolutno, dela se na polno. Ja, in fajn. Evo. Zdaj pa obrnemo stvar malo k tebi in tvoji biografiji. Pred kratkim izdana, ne? Mislim, da 2 tedna, 3 mogoče. Ja, na dan koncerta v Cvetličarni. Cvetličarni, ne? Da mi malo pove, no, evo, vidim 17 jih je na tele biografiji in verjetno je bil kar problem najti vseh. Katere noter dati, ne? Ker lahko bi bilo tudi 27. Ali pa še več. Ali pa 37, ja. Kako zbrati tehle 17 za biografijo? To je bilo težko. Že sama ideja, mislim o tem, pravzaprav ni bil neki namen, ker moram povedati nekaj drugega. Pripravljam kompletno nov album, že nekaj časa. Okay. In to je moja, mislim, glavna naloga, odnosno tudi dolg časa sem to pripravljal. Ampak medtem se je pa zgodilo nekaj, da sem toliko songov je iz raznih albumov, ki sem si želel enkrat, da so vsaj ključne v tem solo obdobju, ker tle zajema obdobje v bistvu solo karijere, samostojne, ne solo, mislim, z somišljeniki. Tle ni nič vključen skupin, ki sem sodeloval z njimi, ampak so ključne pesmi, ki so pomenile v tistem obdobju nekaj, so iz različnih in enostavno so bile razmetane na raznih albumih. In se mi je zdelo, da je prišel enkrat čas, da bi to, mislim, hecno je bilo best of, ne, mislim, to je neko ime, ki je, mi smo kljub vsem v Sloveniji, ne. In potem je bilo zanimivo, kako je prišlo do tega, to je bilo v razgovoru z enim mojim sošolcem, bivšim iz šole za oblikovanje, iz likovne akademije, to je Jani Bavčar, tudi profesor, mislim, znam, Prešernov nagrajenec, vse. In on je zanimivo, on je delal drugi album Septembra, Design. In se po dolgem času srečali in se rekel, lej, imam eno idejo, da bi tako ne rekel deva, ne? In mi je on dal v bistvu istočnico, je rekel, ma ne, to malo so razmišljali, kako bi bil naslov, kako zajeti vse te vsebine, te songe. Je rekel, tako je se oblažil tisto, ma je to knjižica, ali je to, tako kot prej, si govoril, kakšne karte zdaj delajo, ne, Škoda, take. Grozljivka. In tle, to so bili le izdelki, albumi, prej, vse, da estetsko narediš eno stvar izpovedno. In so prišli do tega, da knjižica, wow, ni potrebna, ker so songi taki. In je rekel, songi govorijo, če boš dal tiste, ki jih si mi naštel, pa ki jih imaš v mislih, je rekel, ne bo naslov biografija, ker pesmi te peljejo. Potem je tudi smiselno bilo treba postaviti te songe tako gor, da to, jaz sem si vedno predstavljal, tako kot sam rad poslušam, ko grem nekam, potujem in imam gor neki CD ali pa en ta izvor zvoka, da me glasba spremlja, ne da sem zatopljen v njo, ampak da me ne moti, da jo jaz ne motim, da mi je ugodje poslušati. In sem rekel, a imam jaz pesmi take, ki se da to v bistvu tam, da ti dajno razpoloženje in je bilo potem dosti lažje pri izboru songov. In pol pa itak te potegne, ker veš, s čem bo začel, o čem boš govoril in te pol kar pot nese in pesmi gre kar ena za drugo.
sigurno je nekaj, ki bi mogoče pasale tle gor, bi bile drugačne, ampak se mi zdi, da sem kar zajel ta neka obdobja in kar samo od sebe se je postavilo. Da se pravi, da kljub temu, da so to starejši songi iz raznih obdobij, v tem na tem albumu dobijo neko vsebino drugačno. Zgleda, da je to ena celota, čeprav so iz raznih. Ja, gledam ravno od 83. nekje, ne? Če se ne motim, recimo, Ob šanku je gor, ne? Kdo ne bi poznal, to so že ponarodile pesmi. Ob šanku, Ta noč je moja, recimo, pol imaš Nosila rdečo rožo, pa Gvendolino, ki smo prej slišali. Maja z biseri, kdo bi pozabil Maja z biseri. Ja, to je dosti. In do teh najnovejših, recimo 20, če se ne motim, Soul Popper Sanje iz Melodij Morja in sonca. Ja. Ja, predvsej. In vse vmes, ne? No, zanimiv šank je bil pa tle izveden. To je bila pop delavnica. Na pop delavnici še. Prvič. No, to je bil meni se zdi en redkih nastopov, ko sem bil sploh v Velenju. In že to tam nekje leta, kaj, 83. 83, ja. Bo treba nekaj malo spremeniti. Moramo prav malo razmisliti. Bova tudi o koncertih. En zelo uspešen je bil za tabo pred kratkim, ampak dajmo vidva prej omenjeno Ta noč je moja, ki tudi odpira tole biografijo. Tale posneta v živo, dajmo si pogledati. Ta noč je moja in pijem vino, zdaj si ob meni, ljubim te. Ta noč je moja, ritmu pustiva, naj vzame, vem, da ljubim te.
Evo ga, tole ste videli, tole je iz Hale Tivoli, ne, koncert. To je bil koncert, še pomnite prijatelja, ki je delal Dragan Bulič pred leti. Točno, Buliča. En revival koncert in tam je bilo več teh zasedb z tistih časov in sem presenečen, vesel, da je tak posnetek. Ja, se to mislim, da je prav produkcija VTV televizije. Ja, bravo, nisem vedel. Tako da, wow, dobro, zelo. Ja. Vidiš, lepo, da priješ malo v Velenje, da še malo novih stvari vidiš, doživiš, da je nekaj posnetga. Ne? In, očitno se zelo resno dela. Absolutno se resno dela, že kar dolgo časa, že kar desetletja. Koliko časa? Vse ti pa si že tudi, zdaj je bila kaj, 70-letnica? Ja, na sceni sem že na sceni pa, dobro, 50 tako 50, ja. Začel sem v bistvu prav res profesionalno s 16. Že profesionalno ali kaj? Ja, zelo zgodaj. No, mislim, levi so me hitro pohopsali. Ja. Takrat se je pravzaprav že začel zares. Prej tisti, kar smo bili Helioni z Domicilijem, s Tomažom Pengovom, pa sami začetki, pa s prijatelji tam v Rožni dolini, to so bili taki akustike. Potem je pa to hitro šlo, tako da sem se mogel tudi odločiti zelo hitro, kaj bom, ker ni bilo to moje primarno, moje misli niso bile glasba, ampak je bil šport pa likovnost. Tako da to je pa... Kaj pa prevagalo to? Likovnost, umetnost, šport, glasba? Ja, bom šel v glasbi. Kaj je bilo tisto, ki je prevagalo? V bistvu najprej sem mislil, da ne gre eno z drugim, kasneje zdaj vidim, da eno brez drugega ne more, ampak ta čas je šel pa mimo. Ampak takrat je bilo pa to zelo na knap, tako kot bi rekel. Recimo šport, treningi, igral sem, začel otrok Olimpije, kot pionir in vse, to so se stopnjevali treningi. Istočasno šola za oblikovanje, likovna akademija, začetki glasbe. Glasbo sem začel najkasneje. Ampak potem tam je vedno pravim, tako kot se danes gre, kaj s tem, iz Velenja v Celje za vikend, pa iz Celja v Maribor, da je to 3-4 nastopje. Takrat to pomenilo v tistih časih, da si šel iz Velenja v Novi Sad, iz Novega Sada v Sarajevo in si se v ponedeljek vračal. Je bilo čist normalna tura, ne? Ampak za nas, ki smo bili pa študenti, je bilo pa malo težje, ker recimo na akademiji smo mogli čez vikend dela izdelke, se pravi risbe, risati slike, to in ponedeljek predočiti profesorjem, rektorjem, kaj je zdaj to. In dostikrat se meni zgodilo, da nisem enostavno mogel delati, da nisem, in je to parkrat se zgodilo in pa sem rekel, wow, ne bom zmogel tega. In začel se odločati, ali to, fuzbol pa itak, so bili pa še razni zapleti z dolgimi lasmi, pregovori s trenerji. V bistvu mi je kar prav prišlo, sem rekel, nič, pa muzika me je pa zmeri bolj plenila. Bil sem kitarist, in sem še vedno, ampak to je bila moja in je moja strast. In nisem si mislil, da bom neki v petje šel kdajkoli. Me je pa zanimala kompozicija zmeri, ustvarjanje svoje muzike. Tako da se je to hitro obrnili in pa je to vedno bolj prevladali. Na zadnje sem ostal samo glasbi. Kar se je pa na koncu izkazalo, vse, kar je bilo povezan z artom, z umetnostjo, me spremlja skozi, ker je v bistvu, da ne rečem, ko se je pojavil video, ko smo prej govorili, mi smo že takrat sanjali, da bi mogle biti predstave take, da so podprte z nekim filmom, z nekimi kulisami, z nekimi zgodbami. To so bili, o videu se je še razmišljalo, ne? Ampak smo že imeli na akademiji te vizije, kako bi to moglo biti. Potem kondicija samo na teh turnejah jo je treba imeti, če čas držati. Takrat so bile res orang ture, pa so še zdaj včasih, ampak da ne rečem sploh v obdobju, ne samo levo, ampak pod septembra sploh, skupine septembra, to smo mi pa skoraj po celem svetu. To je pa trajalo in tam si mogel biti fit. In sem se vedno spomnil nogometa.
no, na srečo sem začel tudi tenis, tako da sem bil skozi aktiven športno in to ti prav pride. Kar se tiče pa arta, je pa pol vedno razmišljanje o vitkih, o napisih, o dizajnih odrov. In sem videl nenadoma, da to eno brez drugega ne more. Čeprav odločil sem se pa na začetku, da to ne gre skupaj. Žal sem se motil. Ampak to je bilo, kot si omenil, to so bile malo drugačne turneje, ko zdaj rečejo naši bendi, gremo na vse slovensko turnejo in pa imajo 4 datume, ne vem, v razponu 3 mesecev. Ja, to je bilo res drugače, to je bila cela Jugoslavija, ne? Takrat je bilo res manj bendov, manj zased, ljudje so hodili tam, to je bilo res, kar zdaj gledamo, recimo te superzvezde iz Amerike, to je bilo pri nas, ne? Ja. Omenil si Novi Sad ali pa karkoli, ne vem, Sarajevo, tam si res bil, ne, v bistvu res zvezda, ne? To so bili veliki koncerti. Ja, enostavno se je glih primer septembra, mi smo bili samo 2-krat v Sloveniji, pa smo bili tle, domicil je bil naš, ne? Čeprav smo bili iz vseh republik člani, ampak enostavno nismo prišli do tukaj, pa ne samo Jugoslavije, v bistvu cel svet je bil, ne? Smo dosti igrali, ampak tako se je takrat delalo, čeprav je bilo mnogo skupin, sam se so tudi danes dobre, zelo, ne? Ampak takrat je bilo pa nekaj drugega, ne? Je bilo, vsi smo bili kot ena familija, mi smo se vsi poznali, več ali manj med sabo si pomagali, čeprav vsak svoj žanr gojil, ampak si šel v Beograd, si rabo, kaj tam so ti oni pustili svoje, so oni prišli k nam v Slovenijo, smo jim to pustili. Je kdo zbolel, sem poklical unga. Mislim, tako da je bilo, pa tudi zelo važno je bilo, da so založbe imele zelo velik posluh za izvajalce. In so nas tam olajšali mnogo stvari. Oni so skrbeli dejansko za izdelek, podprli to, omogočili snemanje, to se je hodilo v tujino snemati, je bil neki studio tam, nekaj časa bilo to tudi moda, jasno, da so mnogi to izrabili, so šli London. Ja, tudi to. Čeprav na zadnje doskrat, to je bila dobra, da vem, da najprej se nismo hoteli to pogovarjati pa priznati, ampak doskrat se je zgodilo, da so bili že kakšni posnetki boljši narejeni tle. Ne, najprej smo to nekako malo, ampak kljub vsemu si bil v Londonu, si bil v Ameriki, si bil tam, na koncu, ko si pa to malo poslušal, si rekel, pa čakaj malo, pa se to bi pri razborniku bolj naredil, odnosno je bolj zvenelo, ker smo pred produkcijo delali, doskrat. Ampak je bilo fajn, itke in ponavljam, takrat je bil ta posluh za to in izgleda, da je bil še fond, tako da in tudi produkcija je skrbela za to, da se je to plasiralo in da se gojila ta, mislim, da nam, če primerjam z današnjimi zgodbami, mislim, da smo imeli kar malo srečo takrat, da smo bili v tistem času za take stvari, ker mislim, da je današnjim mladim izvajalcem dosti težji. Mislim, prebiti se, prideti do... Jaz tih razumem, ker zelo dosti z njimi delam in poskušam to videti s temi očmi, kako sem takrat gledal in kako je danes. Težje mi je priti do nečesa, v glavnem sami sebi so prepuščeni, a imajo neke možnosti to si financirati, odnosno upad je tudi CD-jev, prodaje, vsega, drugačni pristopi so, tako da so ene druge poti, so pa druge poti, ne, ki so pa tudi interesantne. Ne. Tako da vsako obdobje prinese nekaj novega, ki pa jaz mislim, da mora biti izziv, ne. Ker jamrati brez vede, ti moraš, če imaš to, ta naboj v sebi, to dušo, moraš to delati in moraš verjeti v to. In mislim, da se da vse. So pa pač drugačne stvari, ne? In jih je treba narediti. Ostaja pa nekaj izga, no, se mi zdi, gostilne. Tja pa se še vedno lahko prideš zaupati, ljudje te bodo poslušali, spiješ kaj s prijatelji in to ostaja. Zakaj zdaj o tem govorim? Ker je ena izmed tvojih legendarnih tudi Navali narod na gostilne. In da verjamem, da se še zdaj zelo dobro sprejema oziroma
sprejme, kjerkoli si že in nastopaš s to pesmijo. Glih danes je bila ena asociacija, ki so ti novi mediji, zjutraj, ko sem prihajal, ko sem šel v Letuš k temu mojemu prijatelju, ki je z mano, rokometašu, reprezentantu, Sinetu Majavšku. In sva se nekaj pogovarjali in je bil en krasen izpis tam na netu, da kaj je varna hiša za moške. Katera je varna hiša za moške? Gostilna. Ja, Se rekel, no, sem še tam manjka. No, ampak je pa dejansko gostilna. To od nekdaj bilo in bo. To je meeting point, to je prostor, to je debatni krožek, to je... Ta dobro, ja, debatni krožek. Ja. To je, jaz mislim, tako kot sem enkrat nekoč, ne vem, rekel, da je parlament, je šank, je oštarija, na nekem nivoju. Včasih je tak ali pa tak, no, ampak... Ja, pustiva nivoje, ne, ki so. Ja, v glavnem je... A so zgoraj ali spode. Ja. Je prostor, ki ima svojo v bistvu prava prižnica, ne, spovednica, ne vem kaj, kako se že temu reče, ampak tema je pa tudi zanimiva, ki je lahko večplastna pa večna. In dobro, jaz sem se vračal k temu, ali pa ne moreš v življenju mimo te teme, mimo gostilne, mimo pijače, mimo vsega. To je del naše kulture, žal. Absolutno. Ne, ampak, ali pa na veselje. Ampak zanimivo, ko govorijo o navali narodne gostilne, zakaj to se je pojavilo 80-ga, 81-ga. Noro je pa to, da je to še kako aktualna pesem še danes. Mislim, tle pa sem kar malo razočaran. In včasih, dobro, jo ni nujno izvajati, ker res je ogromno programa, in si mislim, a ja ali ne. Potem se pa ozreš in vidiš to in pomisliš, pa se to je danes. In v bistvu je žalostno, da je tako. Ne? Ampak to pomeni, da je bilo to predčasno. V bistvu pa nič posebenega, ker to, ali pa Cankarja čitimo, se tam je to že tudi bilo povedano, ne. Jaz mislim, da gre za tekst, gre za vsebino enih pesmi in te so mogoče ena hvaležna tema, tako kot eni je to živcira, ne, ker jaz se tudi od začetka nisem hotel teh socialnih nekih preveč dotikati. Ampak to je življenje, to smo mi in to je treba o tem govoriti. In zato dostikrat v tekstih razmišljam, da je dejansko najtežje napisati in najlepše, če imaš to muzo, eno besedilo, en tekst, eno zgodbo, ki ne govori osebno o tebi, o meni, o nekom, ampak da se vsak najde noter. To je najtežje narediti, ampak tudi povedati, ja, očitno se to dotakne. Ne? Ja, in ena izmed teh je definitivno tale Navali narod, na gostilne. Tudi jo najdete na biografiji, tako da, če še nimate plošče, nabavite. Dajmo se jo provošiti. Prvega bo nova plaža.
Zanimivo. Evo ga, takole, navali narod na gostilne, še vedno aktualna. Tudi ob šanku je aktualna, to bom še pol za konc zavrtel. Skratka, se mi zdi, da so kar vse, še kljub temu, da so že, ne vem, tam od leta 82, 83, ne, pa do 2010 recimo, zelo aktualne, biografija najdejo na Prniki ali kjerkoli že, ne, v trgovinah ploščo in verjemte 17 skladb, ki jih poznate. Tudi če ne veste, da jih poznate, ko boste slišali, boste rekli, to je pa ta. Ja, in to je v bistvu, jaz mislim, pesmi, da čas gre, obrazi se pozabijo, pesmi, če so dobre, ostanejo. Ostanejo, absolutno. In ko jo zaslišijo, wow, a to je ta, ne? Mislim, a to je ta človek bil, ali pa je. Če je song dober, ostane. In to se mi zdi, da je to, za kar je vredno se malo več potruditi, pa malo več čutenja dati v to, kar enkrat delaš, da ni to sam neki en prodajni artikel, ampak da imaš izraznost. Ne? Ne mi povej še, Benčko, to še imam tukaj, 2019, kaj čakaš v tem letu? Že zelo pestro, ne, vidimo, ampak ja, bo še kaj posebnega, koncerti, kakšni nastopi? Ja, jaz sem... Melodija morja in sonca mogoče, ne vem. Ne, festival. Ne, je bilo to so popper in Sanja, hvala lepa. Moram za te melodije vedno povem, da to je bil dejansko in vedno nenapovedan izlet, ampak glede na to, da sem dol iz Žusterne pa iz Kopra. Ja. In si nekako vezan, začel se vse tam, to je ta lokalna podržka, pomoč, pripadnost in vedno tam rad sodeluješ in gre za neke druge stvari, ki nimajo toliko veze z nečim drugim. Odnosno, tudi neki razpoznavni znak si, ne, vsaj na začetkih, ki je bilo. Ne. Tako da to so bili, mogoče to leti tudi na to, da ne maram tega predalčkanja, ne, v glasbi, kaj si pop, rock, rap, ne vem kaj. Ja. Za mene je dobra pa slaba glasba. Odnosno, to je ena, druga stvar je pa vsak človek ima svoj okus. In ne moreš nekomu vsiljevati to. V mojem primeru, recimo, jaz sem radoveden, ferbčen, učim se rad, raziskujem in normalno nadgrajuješ in prideš vedno višji v izvajanju, v žanrih, v zahtevnosti in greš čez neke sloge, ne vem še, kaj me čaka, ker ne razmišljam o letih in mislim, da pravih stvari sploh še začel nisem delati. Zato je tudi ta druženje s temi fantastičnimi glasbeniki, ki sem skozi vsa ta leta z njimi, z različnimi starejšimi, mladimi, da ne rečem, kakšne so te mlade današnje, kakšne vibracije imajo te ljudje. Se vidi, da so v svetu, študirajo, nadgradili so, z lahkoto se sporazumevajo med sabo, ideje kar bruhajo in je super z njimi sodelovati. Energija je taka, drugačna je, ti imaš to, izkušnje. Tako da ne vem, kaj me še čaka, se prav veselim teh novih izzivov, ker jih je kar nekaj. Tako da v bistvu ta zadnji koncert, ki je bil v Cvetličarni, je bil neke vrste pika na i na lansko letno turo, ki smo imeli po teh open airih. In jo nismo pač zaključovali v Ljubljani in je šlo to čez novo leto in je prišel termin. Potem smo jim pa te mladi nagovorili, pa bek stari, se imaš toliko let, moraš nekako zaokrožiti. Sem rekel, pojma nimam, koliko imam, niti ne razmišljam. In so rekli, dajmo to ovekovečiti. Sem rekel, ja, ampak to za sabo potegne nekaj drugega. Da moraš pa tle pol povabiti ljudi, ki si prehodil to pot z njimi. Ne? Vsaj dotakniti se moraš žanrsko. In če bi bilo po mojih, bi bilo več. Mislim, bi še več nastopil, samo enostavno ne gre čez, ker to je tudi zabeležila nacionalka televizija, ta posnetek, tako da je to en paket bil, ki je bil zanimiv. In mene je najbolj navdušil prostor kot Cvetličarna, ljudje, ki so bili tam. On je bilo in ta emocija, ne zaradi glasbe, vsi, ki so se tam našli, vse generacije. To je bilo kot ena pesem, vse skupaj, tako da je bil en naboj poseben, ne?
Ampak nismo razmišljali zaradi tega. Jaz sem to najprej gledal kot koncert, kot tak. Ne. Se pravi, da bi pa povabil še vse, bi pa wow, še trajalo. Treba še pa drugega narediti. Glede na to, kar pa je potem pa za sabo ta koncert potegnil in to, kar mislimo narediti, kompletno material pa ploščo, je pa zdaj idealna prilika, ker ekipa je pa strašno zdaj skupaj. Ker zdaj sem videl, da je to pravzaprav to, kar mi je nekje manjkalo. Ta koncert je pokazal, da ta nora ekipa mladih glasbenikov, ki je zraven par teh virtuozov, ki so, in te glasovi originalni, ki so bili od septembra pod srca, se pravi Braco Doblekar, Marjan Malikovič, Jadran Ogrin, pa dajo tisto patino in sem rekel, wow, to je treba narediti par koncertov še, ker ima to magijo. In je to tudi izhodišče, ker smo že malo potipali, pa kakšne nove songe preigravali, da vidimo, kaj je tle, kje smo. Ne? In se mi zdi, da je to ta naboj, tako da zgleda, da nič ne bo od zimskih počitnic pod nobenih, ampak da bo kar treba res. Torej, kaj lahko rečemo, v tem letu, naslednjem? To leto. To leto, pa se še vidimo to leto, ne? Ja, zdaj, ko veš, kje smo, ko veš, da delamo na polno, moraš priti, ne? Upam, da ne bo vas 50 let čakala še pa več. Upam, da bo tudi ta slika, da bo ja, že zelena. Bo že zelena, tak, ja. Imamo tukaj zimsko idilo, tako da ja. Upam, da bo. Najlepša hvala, Benč, da si prišel. Hvala tebi in Hiši, ki ste me povabili, in hvala Velenju in upam, da se glasbeno, da je tle v tem Velenju srečo. Tudi dobro, ja, zmenjeno. Pa predstaviti novo plato, pa komade. Ja. Benč je bil z nami, idemo za konec še ob šanku zavrteti, potem pa k skupini Tomcat. Vsak dan ob istem šanku redko kdo nocuje manjko. Vse sami stari hazarderi, ljubimci in neferi. Vsak dan ob istem šanku, vsak dan ob istem šanku, vsak večer so iste teme, so kot življenjsko seme. In hvalimo se mi, da nismo kot vsi, ki so zaspali in se usodi vdali. Vsak dan ob istem šanku, vsak dan ob istem šanku.
se slepimo, da svet nov gradimo. Umetniki brezumetni, smo pesniki brez rim. Vse sami stari znanci, pomalam vsi pijanci, boemi, hazarderi, ljubimci in leperi. Vsak dan ob istem šanku, vsak dan ob istem šanku. Ekola, mi gremo pa iz roka k malo tršemu roku. Od Benča do skupine Tom Cat in z mano Žbun Bizi. Živijo, lepo pozdravljena. Živijo. Ja, nekaj taga. No, singlico Mate bomo predstavili februarja, ravno fino paše za februar, ampak predtem bomo še kaj drugega povedali. Skratka, Tom Cat, nazadnje si bil, ne vem, kdaj sta bila, ampak bila sta že Maja tukaj. lansko leto. A maja je bilo? Jaz. Ja, vidiš, na kako hitro mine, še Facebooku. več kot eno leto. Ja. 23. Ampak ti si pa Bizi prvič tukaj, a ne? Ja, jaz sem pa prvič, ja. Pa nedolžno zelo zgubo. Zdaj si izgubil nedolžnost. Ja, ti je všeč? Vse enkrat prvič, ja, super je, super je. redu. Kavč je kar dober. no. Tudi kokice Kavču. imamo, le imamo fajn kokice, malo so sveže, moram reči, sveže. Kaj delate, Tom Cati? Leto 2019 se piše, vi pa na polno, evo, izdali že. Midva sva trenutno singlico. eno raziskavo naredila danes, Tako nekako. in sicer od Klepetulje pa do Martiza. Okay. Veliko ni vmes, tako da sem te dva bara, Ja. pa kar zanimivo. Aha, sta že šla v obhod, iz Sva šla Vidnica. pogledat, Upravlja tako. družbeno Koristno delo. Ja, Res, dela. res. Ne, načeloma, tako no, v bistvu po, bomo rekli, kar pestrmu 2018 decembru, pa recimo novembru, ko je bilo kar nekaj koncertov, smo imeli majčken v bistvu na ven zatišja, no? Smo pa pač potihamo dozad pa pripravljali na to zadevo, ki bomo danes tudi videli. Ta video spot, v bistvu na začetku je bilo sam audio, zamišljen, da bomo posneli. Pol je pa pač tako prišlo, da smo tudi video spot. Načeloma glih koncertov pa zdaj trenutno ne planiramo, čeprav pa glih prejle smo se pa že nekaj menili za maja, da bi pa štartali spet neko neki poljubljan. Ne bomo preveč govorili, bomo pa Težko biti vedno zazihali. kar na miru, a ne? Neki moraš, en koncert mora pasti Zmeraj nekaj. nekaj, Ja. nikoli. Ja, ampak dobro, vse ste pridni, evo, tale februar, prav lušna zadeva, dobro, se do tega pridemo. Karnija bomo pa prvo zavrteli. Karnija je pa, mi boš Karnium. pa tiš bom, Karnium, ja, pardon. Karnium je pa moje in sicer je pač neka, kako preko, v bistvu je besedilo govori o mojem rodnem mestu in sicer Kranju, ampak je načeloma tako, da si ga lahko vsak poslušalec posebej razlaga, ne glede na to, s kje je, in je v bistvu neka zgodba malega človeka v centru neke male kapitalistične. Man, ti nisi to tako majhen, ti si koliko, 1,90 m? Tam nek, ja, tam nek. Tako, ampak vsem se človek počuti majhnega, Ja, tako obdan z zvermi in to, in o tem govori ta komat. Zdaj pa recimo, a si kdaj, mislim, si razdelal, kdaj je refren, ker jaz sem rad malo težek, kar se tiče besedil. In Težek si glede besedil. Ja, jaz sem težek glede besedil, rad imam težka besedila, Saj rad prav. pišem težke stvari, je rad imam dobro. poezijo in te zadeve. In recimo Karnium, Ja. refren govori Carrie rides a nowhere jive. Okay. In če vzameš začetnice, dobiš Kranj. Tako da si ti to šel. In še pol, če kitice razvrstiš dol, pridi Kranj, moje mesto, rad imam, ali pa kaj podobnega. Ja, rad te imam stvar Razglednica debate. Kranja, uradna himna Kranja. A Ja. veš, ne bo slabo, pa bi dobili provizijo, ne? Ja. Ja,
Po mojem, mislim. In pa bi za vsak sprejem, ki ga ima župan, vi špilali. Ja, zakaj pa ne? Zakaj Evo. pa ne? Mislim, kvanto pagari pa to. Pa točno to, Ja. točno to. Pa bi rekli, v Kranju imamo prave vikinge, poglejte ta dva, Kerlca, prava deda. Z brado. Kaj to je nova moda pri metalcih, zdaj to neki imaš gor na bradi. Ja, to je. Moda. Ne vem, vidva sta kar moderna, se mi zdi, kar se. To je, Mi mislim. je pa kul, da imate ta imič teh A ne? rockerjev, metalcev, vikingov, veste, ko se ti imaš tam nek tatu, tudi v tem smislu, en križar ali Ja, kaj tam. to so slovanske Odlično. zadeve. Ja. Evo, super. Bolj slovanski, kot vikingi. Slovanske, ne? Evo, da je še nekdo ponosen, da je Slovan. Tako, Bravo. celi Spoštujem. ponosni. Dobre, prava slikanca ste. Lahko človek gleda. Ja. Dajmo mi pogledati prvo video spot, pa bomo pa njo pogledali, kakšne lepe tatuje ima. A legal homicide in a town of no shame. You weren't there and the gods are to blame. Our prophet was torn, you say, by a somewhat heavy blade. Another child was born today into the chain that remained. Some of us are still not sober, looking for a hit. Singers locked in cages and lions on the street. There's a place where breeze gets in and the wind will come out. If you want to show you around, the girl of certain sound. I've been around, I've said it all. I know your brain is gonna fall. Carry right and nowhere jive. Turning such water into wine. Carry right and nowhere jive. Turning such water into wine. If you heard whispering to a stranger next door, you'll get your grace's sound, or maybe even more. When you feel your shoes too tight, take a look around. I was laughing back to a slaughter in my town. I've been around, I've seen it all. I know your breed is gonna fall. Carry right and nowhere jive. Turning such water into wine. Carry right and nowhere jive. Turning such water into wine. A legal homicide in a town of no shame. You weren't there and the gods are to blame. Our prophet was torn, you say, by a somewhat heavy blade. Another child was born to dig into the chain that we made. Carry right and nowhere jive. Turning such water into wine. Carry right and nowhere jive. Turning
Takole, evo, Kranj, na enem bloku tam Kranju ste lepo ga Jeste. streljali, pa v rovih si rekel, ne. Skratka, lušten spot. Ste dolgo delali to? 2 dni. Se matrali? 2 dni? 2 dni. Mislim, mi smo... 2 dni je bilo snemanja, ne, tako koliko so A se ja. namučili. Pol še pa pol verjetno, ne, z smo montažo, produkcija pa pa vse to. je pa to poje druge. To kredici vsi Gorjancu pa Saniju, ki so posneli pa pol sproducirali, tako da ja, mi smo bolj sam prišli pa pač bili tam. Zdaj, če bi zdaj recimo vas videli danes na koncertu, ne bi bilo tega vokalista, ki je tukaj, ne? To drži. Bi bil pa ti na glavnih vokalih? Jaz bi bil na glavnih Okay. vokalih. Torej zdaj ste 4, ne? Tako je. Zdaj smo 4. Ja. Okej. Lansko let, a je bilo to lansko leto, je bilo že 2 leta. Ne, v bistvu že 2 leta nazaj, no, malo po 1,5 leta po temu, ko smo v bistvu izdali to plato, je pač enostavno prišlo do tega, da smo se razšli s tem Žigom Krasničem. In pol po parih v bistvu audicijah smo se odločili, da nima smisla iskati neke nove zadeve, neke nove osebe, ki se ne poklapajo tako z nami, kot se načeloma mi med sabo. A ne? In smo rekli, dajmo v bistvu, bodimo tak, ki smo on, ki pa najbolj zna pet, ne pa poje. Ja, evo, bumbo je. Jaz sem že vadil takrat dolg cajta, Ja, ampak že prej bil back vokalist, pa vse in smo niti rekli. mi ne leži Žigov razpon je pač višji od mojega. Jaz sem zelo bas. Jaz lahko delam zelo nizko, ful visok pa zelo težko. Tako da je bilo Vse se tako lepo rima, ne? Je bilo precej dela, ampak recimo, da smo spravili nekako skupaj, ampak je tudi, se mi zdi, publika tako, sicer pač vzameš malo z zakupom vse, ampak so nekako rekli, da boljš funkcionira zadeva, mislim boljš. Pač na odru je energija, bolj je sproščeno, lažje se da, mislim tudi mi smo se, mislim, boljš počutili, ja, pač boljš smo se počutili, pač fakt, Ja, pika. Več prostora na odru. pač fakt, boljš se Pa tudi, počutili. royalties, torej plačilo je na 4 dele, ne na 5, ne? Ja, sploh to. To mi ga se milijone pozna, ne? služimo, je To se pa kar Ja. pozna. En avto se pa že pozna. Ja, ne? itak. Ja. Preden se poslovimo, dajmo še mi malo o februarju povedati. To je singelca, ki je v bistvu pred kratkim izdana, videospot ste naredili. Mogoče jo poznate od skupine Njet. To je ena taka zelo zanimiva priredba, pri katerim se jim je pridružil tudi Marolt, Borut Marolt iz skupine Njet in je celo odpel zadevo. Yes. Dajte mi malo povedati, sodelovanje, kdo se je odločil, pišu, kaj to je pa res dober. Ja, Dobro zvenimo, ko špilamo tole in dajmo še Boruta poklicati, da bo še boljši. ja, Čakaj, mislim, da, ne, če se prav spomnim, tu ste nekega svirali vi na rojstnem dnevu, ne? ne. Vaš basist mi je pravil, ker se je poročil, Šuje moj sodelavec. Šujo se je Šuje moj poročil, sodelavec in je rekel, da se je ja. poročil in da je bil Borut tam in da ste ga mal pač, kot vsaka poroka, ne, to so instrumenti, tam in se hej metal špila, Neti so špila na vsaki poroki, lep dan za smrt recimo, ali pa kaj absolutno. podobnega. To je bila v bistvu želja, ženina je bila lep dan za smrt. Se sploh ne hecam. Ja, Mislim, saj, v tem je štos, ja. Primerno, a ne? Še jaz sem rekel, a res. Ja. In je rekel, ja. Ja, Sem rekel, tako da okej, prav. v bistvu je bilo tako na... Pa še, bil je maj smo igrali, maj moje smrti. Točno, bil je maj, ja. Bilo je, Sam poroka take je bila, morbidne za poroko. ja, a ne, poroka je tako. bila maja, mi pa maj moje smrti. Mislim, meni se je zdelo, okej, pač poroka, pač Ja. Bog pomagaj, neka ti bude laka, ampak okej. Ja. Pač, ampak ja, tako da smo, gospod Marolt je bil tam in smo pač, glede na to, da smo predvidevali, da on zna tudi kakšen komad, ne, se hecam, tudi prej smo ga že vprašali, pač, ker smo, mislim, tako, Šujo pa on sta se že prej poznala, mi smo se nekako, ostali smo se nekako uradno spoznali pol pač na njegovi poroki in je pač prvolil v to, da bi pač na tisti privatni zaključni družbi mi pač to odigrali skupaj in smo. In pol, ki je bila pa pač ta ideja za to singelco, za februar, meni osebno je to pač odnjetov eden najljubših Res je, ja, komadov tudi moram in reči tudi meni, ja. ne vem, Prej ostali omenjeno, člani nekako, ne vem, saj vem tudi, da je Šujo tudi to top, ne vem, Ja, itak. Ibiziju in Iziju, a ne, in
nekako je bila taka zelo impulzivna ideja, da pač to naredimo, pa zelo hitro naredimo. In se je vprašal Boruta in Borut je rekel ja. In to je bilo več ali manj to, drugače, mislim, posneli smo blazno hiter. Busy je mašina, on je to dokazal že na prejšnji plati, pač to on meni pošle, ne vem, 6 popolnih posnetkov, pa pač izber najboljšega, pa vsi so točni, pa vsi so pač mora biti, ne. Ampak ne, pač dejansko res, ampak ja, pač izbral sem najboljšega, pač to tako je. Ja, to audio je šlo kar hitrno. Ja, zelo hitro, snemali ja. smo pri betonu, ne. Ja, Je tudi perfektno naredil zadevo. Pač Blackout Pozabil Studios že. v Kranju, Jure Beton nas je z veseljem sprejel in je tudi bil zraven, kar se vsega tiče. Sicer jaz na svoje vokale nisem neki blazno ponosen, ampak to je moj problem. Pač, To je tvoj problem predvsem. Vse smo mi ponosni. Ja, so drugi. Kolikor se ostalim zdi, je pač ostalim. Zdaj, Okej. mi smo, malo se nam je sicer mudil, tako kot se nam je mudil čisto vse stvari v življenju, pač in posameznikom in pač kot skupini. A vedno se vam odija, kaj? Vedno se nam mudi. Vse to je dobro, Kaj pa vem, če imajo punce rade, da se vam odija? Ja. Ne, to smo pa, to si pa cajt vzamem. No, to sem čakal, da boš se popravil. Ne, Okay, ja. posnet je bilo hiter in tudi vokali sva jih v bistvu, jaz sem jih snemal že prej, pa pač neki ni čištimal, moja trenutna ideja takrat je bila mal nagla, pa smo pol pač malo spremenili, Borut je posnel pač pred mano, pol sem šel pa jaz snemat takoj po koncertu, ki smo ga imeli v Nostalgiji v Ljubljani. Smo premierno igrali v bivši Scratch. Okay. Po tistem koncertu, ki je bil blazno dolg, jaz sem še en zvočnik prevrnil, tako da je bila čisto katastrofa. Pred koncertom celo skrivil sem stojal, svašta, mislim, res katastrofa. Prvi koncert, da je on kiksnil, zato ker je bilo tako malo placa, da vsakič, ki je butnil v steno, je pač zgrešil boben ali pa činelo. A sem kiksnil. Ja, parkrat, katastrofa. Naslednjič, ko boš tu, boš pa drugega bobna. Ja. Ne, v bistvu jaz mislim, da je nauk te zgodbe, da v drugo, če ti ne bo šlo, ko bomo snimali, bomo pač naredili eno prekrokano noč in bo super. Ja, v glavnem, ja, po tistem je bilo pač sam še after party in en ranocelnik in pol snemanje. Ja. Ranocelnik je šel v grl, ne na rane. Ja. Mislim, rana tako ali pa drugače. Pa smo šli pa direkt v studio. In to, kar bojo poslušalci slišali in videli, je v bistvu vse, kar sem jaz zmogel takrat, ker če bi šel lahko majhen nižji, bi mi glas preskočil, če bi šel lahko majhen višji, bi mi glas preskočil. Tako da to je to. To je to. Odlično. Ampak In pa Borut Marot. No, ja. Mislim, Skratka, videospot, lahko si ga večkrat pogledate. Preverite, fante, na spletni strani. Imate spletno stran? Ali Imamo. imate Facebook, ampak Facebook, nujen moramo pomeniti še to, da brez Aid Production, a ne, pa tudi ne bilo nič, ker fantje od Matic Borkovič pa Kompanija Klemen za Smolar, spote. res. Ja. NAA, mislim, delali smo, 3 dni smo snimali, dan pa noč doma, vsaka in čas, res, s tem, da pa sta imela še ful dela z montažo in to, kar sta spravila ven v danih okoliščinah, na finančen doprinos, ker smo ga mi lahko dali, pa na minus. pa na cajt je bilo super, no, res. Na Mislim, minus, koliko je bilo? -2, -3. Ja, je bilo kar. Ni bilo fajn. Ni bilo Pa fajn. jaz sem Bilo kar nak pol video spota. Ja, se bomo videli tudi to, ja. Jaz sem njegove spodnice popatiniral, da izgleda. Ja. Ok, Ja. zdaj pa že imamo preveč informacij, smo pa že malo preveč Ne, prijateljski. ni panike, vse lahko povemo. To so detajli, a ne? Tako da- Vse lahko povemo. Hanging brain. Žbun, Busy, hvala, ker ste prišla. Jaz upam, da se kmalu spet vidimo s kakim novim spotom, Hvala za kakšno novo povabil. singlco. Ja, hvala, ker In- sem lahko spet tukaj, ta kavč je res fajn. Ja, Ja, ne. udobna ga lahko odpelje. Zdaj se pa lepo porošimo kokice, Yes. uživamo. Februarja bomo videli, ravno izdane v februarju in super ste ujeli še tale mesec, da ni šlo mimo vse skupaj. Ne? Yes. Tako da, Na to smo ciljali. Drugač pa sam še marca na koncu, da se ni panike. Tudi to bi šlo, ja. Se pa vidimo, naslednjo sredo imamo super goste, ker veliko jih bo, mislim, da 3 ali 4, tako da upam, da se vidimo. Tole pa februarja in skupina Tomcat. Adios. So frižne vsakič.
Zidovi se rušijo v moji glavi, stene pokajo pod težo alkohola, slabo mi je, ko mesec sveti. Grmijo počanje v glavi, zvezde so razsute po travi, gluha je noč, jebe se ji za vse. Kje je zdaj moja prasica, kam ste šli vsi prijatelji, sam sem tej mokri travi. Se rušijo v moji glavi, stene pokajo pod težo alkohola, slabo mi je, ko mesec sveti. Kje je zdaj moja prasica, kam ste šli vsi prijatelji, sam sem tej mokri travi. Si pa tako